Kaj je prenova obsegala v Šorlijevem naselju pri sistemu ogrevanja? Prenova ogrevalnega sistema v Šorlijevem naselju je bila razdeljena v dve fazi. Prva faza je zajemala zamenjavo toplovodnega omrežja v skupni dolžini 800 metrov. Izvedena je bila v drugi polovici leta 2016. Druga faza je bila pa v bistvu obsežnejša. Ta je pa zajemala kompletno sanacijo same kotlovnice, se pravi zamenjana je bila streha, izvedeno plesk znotraj zunaj kotlovnice, zamenjani tlaki, zamenjano stavbno pohištvo, potem izvedena so bili tudi tehnološki ukrepi na samih napravah, vgrajena sta bila dva toplovodna kotla, vsak moči 1400 kW, vgrajen je prenosnik toplote za ločitev primarnega in sekundarnega ogrevalnega sistema, diktirni sistem za vzdrževanje tlaka na sekundarni strani in podplenjevalna naprava, potem zamenjane so bile vse obtočne črpalke, vsi cevovodi v kotlovnici, armature, poleg tega so bile zamenjane vse elektroinštalacije, potem vzpostavljen je bil centralni nadzorni sistem za daljinsko upravljanje kotlovnice iz sedeža poslovne enote energetika, se pravi iz Planine. Poleg tega je bilo izven, se pravi po samem naselju, v bistvu so bili zamenjani še preostali del toplovoda v skupni dolžini cirka 2400 metrov. Mogoče ena posebnost tega toplovoda je, da ne poteka več v kinetah in klasično izoliran, ampak je zasut v zemljini. Poleg toplovoda smo v bistvu gradili tudi komunikacijsko kanalizacijo, tako da so sedaj vse toplotne postaje povezane z kotlovnico, od tu naprej pa potem z sedežem z poslovne enote energetika. No, mineva leto dni, odkar je začel obratovati nov sistem ogrevanja v mestni občini Kranj, in kakšni so rezultati po letu dni? Rezultati so izredno dobri. Mi smo sicer pred prenovo napovedovali prihranek variabilnih stroškov ogrevanja v višini 12%. Dejansko se je preko te prve ogrevalne sezone pokazali, da so te prihranki 24%. Se pravi 24% prihranek na variabilnih stroških ogrevanja. Torej, če vas prav razumem, je prihranek večji, kot ste predvidevali? Tako je, prihranek je večji. Sedaj iz naslova prenove kotlovnice je v bistvu bojo nižji stroški upravljanja kotlovnice, vendar te stroški se bojo dejansko znižali po plačani celotni investiciji, ker vemo, da je tu podjetje Domplan založilo precejšen del sredstev, približno 1/3 so stanovalci plačali z zbranimi sredstvi, ki so jih v bistvu privarčevali preko vseh let zaradi namenskega varčevanja. Preostalo razliko, kot sem že omenil, je založilo podjetje Domplan. Te sredstva oziroma to razliko bojo pa etažni lastniki poplačali v približno 9 letih. In kaj to pomeni za lastnike stanovanj? Za lastnike stanovanj to pomeni, da se jim bo po koncu letošnje kurilne sezone variabilni strošek ogrevanja ustrezno znižal, višjih stroškov pa zaradi tega, to so že lahko občutili, preko zaključene letošnje kurilne sezone ne bodo imeli.